prav lep dober dan. Zelo sem vesela, da smo v Sezanjevcih, ker smo pred velikim dogodkom, namreč pred podpisom pogodbe za izgradnjo vrtca v Sezanjevcih. Do sedaj je bilo že storjenega veliko in moram povedati, da sem zelo vesela, da smo pri tem projektu imeli veliko poslušnost strani krajanov, staršev, predvsem pa tudi vodstva šole in pa zaposlenih ter tudi predstavnikov krajevnih skupnosti. Do današnjega podpisa pogodbe o izgradnji vrtca v Sezanjevcih je bilo storjenih kar nekaj korakov. Kot prvo je bilo potrebno izbrati samo lokacijo, kjer bi v naslednjih letih naredili prepotreben vrtec, šolo in pa športno dvorano. Vesela sem, da smo se glede lokacije soglasno dogovorili z krajankami in krajani. To je lokacija na območju, kjer je sedaj športno igrišče, tako da bi se vsi objekti tudi v prihodnje tam zgodili. Ko smo dogovorili lokacijo, je bil sprejet občinski prostorski načrt. To je izredno pomemben strateški dokument občine, ki dejansko je kot osnovna oziroma izhodiščna prostorska podlaga, da se je sploh lahko začelo pridobivati ostalo ustrezno dokumentacijo. Tako smo v letu 2013 naročili izdelavo idejne zasnove. Ta idejna zasnova je seveda bila predstavljena tako krajankam, krajanom, staršem, šole, krajevni skupnosti in tako naprej. In zelo dobro je bila takrat sprejeta. Seveda se je razpravljalo tudi o številu oddelkov in sedaj smo dejansko nekako dogovorili, da se bo zgradil 5-oddelčni vrtec. Ko so bile izdelane idejne zasnove, smo naročili izdelavo projektne dokumentacije. Pred tanto smo res dali zelo kratek rok, vendar smo nekako uspeli v zelo kratkem času tudi z izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je izdelal developer iz Maribora in stroški dokumentacije so znašali 42.156,80 evra z davkom na dodano vrednost. Seveda je bilo potrebno tudi pridobiti geotehnični elaborat, geodetski načrt in urediti tudi spremembo bonitete zemljišč. Ti stroški so znašali 8.623,82 evra z davkom na dodano vrednost. In pa seveda izdelati je bilo potrebno prav tako dokumentacijo za nizko napetostni elektropriključek, strošek je znašal 1361,47 evra z davkom na dodano vrednost. Ko je bila izdelana projektna dokumentacija, smo seveda sodelavci takoj pristopili k izvedbi javnega naročila za izbor najugodnejšega izvajalca. Javno odpiranje je bilo izvedeno 28. avgusta. Imeli smo 8 ponudnikov, vendar se je kot najugodnejši seveda pojavil gradbeništvo Milan Pintarič SP iz Spodnje Ščavnice, ki je danes tudi predstavnik z nami in bomo podpisali z njim pogodbo. Dela so pripravljeni izvesti po vrednosti 1.599.549,04 evra z davkom na dodano vrednost. Rok dokončanja je 270 koledarskih dni, tako da bi bili zelo veseli, če bi lahko naslednje leto na prvi šolski dan tudi predali vrtec svojemu namenu. Upam, da tako tudi stečejo roki. Seveda pa je potrebno nadzorovati izvedbo investicije, da bo res kvalitetno izvedeno, zato smo zaupali posel seveda na podlagi zbiranja ponudb izvajalcu Gradal, Bojan Sekareš, SP iz Lendave. Stroški nadzora znašajo 13.054 evra z davkom na dodano vrednost. Prav tako pa so nastali stroški izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinacije varstva predelov na gradbišču, ki pa znašajo 2.380,22 evrov z davkom na dodano vrednost.
Izvajalec teh del pa bo Dajnik d.o.o. iz Beltinec. Stroški, ki so potrebni, oziroma pač stroški zemljišč, so tudi nastali. V letošnjem letu smo odkupili vsa potrebna zemljišča, ki so seveda potrebna za izgradnjo vrtca, in ti stroški so znašali 43.016 evrov. Tako da se, jaz moram povedati, da se izjemno veselim te nove pridobitve. Sama sem hodila v to šolo, spremljam tudi, v kakšnih razmerah se otroci morajo pač pripravljati na kasnejša obdobja. Potrebno jim je zagotoviti ustrezne, primerne pogoje in mislim, da to je en velik korak tako za Cezanjevce kot tudi za našo občino. Sedaj predlagam, da pristopimo k podpisu pogodbe. Potem bom seveda predala besedo predstavniku izvajalca in pa spoštovanim novinarjem, ki vam možnost postavljati vprašanje. Investitor kot občina se je maksimalno angažirala tukaj in nam pomagala pri tem vse skupaj, ampak mislim, da je tu zelo veliko vlogo odigrala tudi vodstvo šole, posebno gospa ravnateljica. Zahvalil bi se tudi vam za to, da se prizadevate, da v našem kraju ostane šola, ostane vrtec, da se razvijamo naprej. Samemu izvajalcu del pa želim, da čim prej zgradi vrtec, pa da potem še nadaljujemo z šolo. Ampak
Sam nadzor pa mora biti dober, da bomo imeli kvaliteten vrtec in pa seveda, da bi se to zgodilo, da bi že naslednjo šolsko leto imeli otvoritev. Vse sem imel priložnost, zdaj, ko sem prihajal vsem na šolo, sem skupaj prečkal cesto z enim oddelkom vrtca, ki je bil na obisku pri Ribičevem mlinu in so se mi kar hitro pohvalili, da pa naslednjo leto pa bojo že v novem vrtcu. Ja želim resno, da bi bilo to se res zgodilo do naslednjega leta, vsaj do 1. septembra, če že ne prej. Hvala. Nadzorni, da vas je veliko dalo, ne? Ne, da tudi pričakujete, pa tudi moja naloga je taka, da vršim nadzor nad tremi stvarmi, nad kvaliteto, rokom pa še ostalimi stvarmi, kar je z delom, glede dela v skladu s predpisi, zakoni, pravilniki in pravili stroke. Jaz upam, da bomo zaupanje izpolnili in da bo tudi vrtec tak in narejen kvalitetno. Mislim, da se bomo vsi prav potrudili, da bo v teh rokih tudi narejen. Pred nami sicer je zima, ampak mislim, da to ne bo taka velika ovira, da bi šlo skozi. Izvolite, spoštovani novinarji. Da bi samo gospod ravnatelj sprašala, koliko je zdaj oddelkov, pa koliko je otrok? Trenutno imamo 40 otrok, pa imamo 69. 60 v vrtcu. Za izvajalca 200, kaj piše, 270. To je datum, ne povete, reči, da je julij, august, drugo leto. Julij, za začetek julija. Začetek julija. Hvala. Zaključke šolskega leta. Vse vam se naredili. Tako da bodo ta smeri, da potem spuca, ko pripravljate. Bolje se bojite, ne? Še mogoče kakšno vprašanje? Če ne bi se vas vse neko zahvalila, pa